Vodilna ekipa lige je tokrat gostovala pri Velenjčanih. Domači so po slabem začetku drugega dela prvenstva vendarle v nekoliko boljši formi na zadnjih tekmah. Tole je že prva akcija za Mariborčane, visoko čez gol je streljal Tavares. Izvrstna kombinacija vijoličastih, še en protinapad, Ibrahim je streljal, na pravem mestu je bil tokrat Rozman. Napad za Maribor, v daleči meri Vršič, na pravem mestu domači vratar, ki je imel prve pol ure kar precej dela. Klinar je poskušal po prostem strelu nekoliko mimo vratnice. Do konca prvega polčasa pa še dve obetavni akciji, po podaji Krefla z glavo Bovka, Handanović tokrat na pravem mestu. Še zadnja akcija prvega polčasa, poskus proti vratom, to je bil izjemen gol Marija Babiča, podaja pred vrata in tole je šlo kar v gol. Handanović je bil tokrat nemočen in zadetek za Velenjčane v zadnji minuti prvega polčasa. Drugi del se je pričel bolje za domačine, ki so imeli priložnost prek Babiča. Potem kombinacija Maribora, strel proti vratom Tavaresa z glavo, izjemna obramba Rozmana, ki je tokrat rešil velenjska vrata. Odaleč je poskušal še Agim Ibrahimi, to je bil močan strel, malenkost premalo natančen. Potem pa še rdeči karton za Aleksandra Rajčevića, ki je igral z roko in si prislužil tudi direktno izključitev. Gol za Velenjčane, to je bila priložnost za Knezovića, ki je žogo pospravil v mrežo. Dalmatinec je zabil gol za Velenjčane in povišal prednost na 2-0. Do konca dvoboja še nekaj obetavnih akcij. Najprej je zgrešil Mendy, ki je z glavo meril nekoliko mimo gola, in potem še zadnja minuta tekme. Klinar je bil v veliki priložnosti, sam pred vrati, zatresel pa je le zunanjega mreža in ostala je pri rezultatu 2-0. Na koncu presenečenje v Velenju, Rudar je premagal Maribor z 2-0. Ja, res je, na začetku smo mogoče malo strahom šli v tekmo, igra nam ni stekla. Maribor je bil v tem periodu dominantnejši in si ustvaril nekaj priložnosti, ampak smo se iz minute v minuto dvigovali. In drugi del prvega polčasa smo nakazovali, da v bistvu si želimo dati gol, in to nam je tudi uspelo na koncu, v bistvu v pravem trenutku. Ja, se strinjam, da smo definitivno odprli tekmo bolje kot nasprotnik. Mislim, da smo odprli odlično, prišli v 3-4 dobre priložnosti, nekako se potem preveč sprostili, da si je kvalitetna ekipa Rudarja začela prihajati do dominacije in posebno naključno ali pa nenadejano prišla do zadetka oziroma do vodstva minuto pred koncem polčasa, kar nam definitivno ni šlo na roko.